Bilo je 30. julija 1989. Zlovešči večer, ki se je zapisal v zgodovino rodea. Lane Frost, priljubljeni in neustrašni rodeo prvak, se je pripravljal na izziv, ki bi preizkusil vsako kapljo poguma, ki si ga je pridobil v letih jahanja bikov. Za Lanea to ni bil le šport, to je bilo njegovo življenje. Njegovo delo. Preživeti 8 brutalnih sekund na hrbtu zveri, ki jo je narava ustvarila zato, da ga vrže kot cunjasto lutko. Zver, o kateri govorimo, ni bil navaden bik, tehtal je skoraj 700 kg. Za vse je poskrbela divja legenda. Ogromen, mišičast in neusmiljen. To je kot da bi se nate z rogi naprej zaletelo 5 hladilnikov. In tisto deževno, spolsko noč, ko so se nad glavo zbirali nevihtni oblaki in se je arena spremenila v blatno brozgo, so bile možnosti manjše kot kdajkoli prej. Toda Lane s svojim značilnim mirnostjo in železnim prijemom na bikovi vrvi ni bil prestrašen. Plezal je na vrh, mišice napete, čeljust stisnjena. Vrata so se sunkovito odprla, bik je izbruhnil kaos. Nožica je zarjovela kot grom. Vsak sunek, vsak zasuk, vsak dih je bil vojna. In lahko si samo predstavljam, da so se Laneu tistih 8 sekund zdele kot 8 ur. Ni imel pojma, da bo ta ježa njegova zadnja in zagotovo ni vedel, da bo zavedno spremenila ta šport. To ni le zgodba o legendarni ježi. To je zgodba o moškem, ki je postal ikona, in biku, ki je postal zloglasen. Danes raziskujem tragično napeto zgodbo o biku, ki je ubil Lanea Frosta. Dobrodošli v Extreme. Lane se je rodil 12. oktobra 1963 v La Junti v Koloradu, ki je pravzaprav le 3 ure oddaljena od kraja, kjer živim. Njegov oče, Clyde, je bil pogumen in spreten rodeo kavboj, ki se je udeleževal 3 disciplin. Kot mlad fant je Lane redno opazoval svojega očeta pri nastopih, morda se ni povsem zavedal ogromnih nevarnosti, s katerimi se je soočal vsakič, ko je zajahal bika. Toda ta zgodnja izpostavljenost očetovi hrabrosti in spretnosti je morda v njem zanetila ogenj, ki ga je vodil po isti poti. Laneova družina se je v njegovih otroških letih nazadnje preselila v Oklahomo. Tam je bil popolnoma potopljen v rodeo dediščino. Preživel je nešteto ur ob poslušanju legendarnih zgodb o slavnih kavbojih iz različnih zveznih držav. In verjetno so bili nekateri izmed njih prijatelji njegovega očeta. Če bi vprašali Laneovo mamo, Elsie, se kot otrok ni zdel posebej zainteresiran za rodeo oziroma jahanje bikov. V enem izmed intervjujev je povedala, nikoli ga ni zanimalo, skoraj da ni niti gledal rodea, dokler mu nisem rekla, da se njegov oče pripravlja na jahanje. In potem bi gledal, ves preostali čas pa bi se igral v pesku. Kljub materinim komentarjem je očitno, da je imel jahanje bikov v krvi, saj je pri 5 letih že zajahal svojo prvo teličko. Hitro je postalo jasno, da je bil naravni talent in Lane je kmalu osvojil več nagrad na mladinskih rodejih po vsej državi. Medtem ko si mnogi med nami ne moremo predstavljati, da bi svoje otroke posadili na hrbet agresivnega in nevarnega bika, je Lane pri 10 letih, ta mladi kavboj, dosegel pomembne zmage na različnih tekmovanjih, osvojil prvo mesto v jahanju brez sedla, drugo mesto v vezanju telet in 3. mesto v jahanju telet. No rodeo Little Buckaroos in Kotlini, Uinta. Leta 1981 je postal državni srednješolski prvak v jahanju bikov, manj kot leto kasneje pa je bil okronan za prvaka v jahanju bikov na prvem mladinskem državnem finalu v Fort Worthu v Teksasu. Do zdaj so se kolesa že zavrtela in Lane je bil na enosmerni poti, da postane eden največjih jahačev bikov v zgodovini ZDA. Leta 1982 je zaključil srednjo šolo in skoraj takoj zatem se je pridružil profesionalnemu rodeo združenju kavbojev ter začel jahati s polnim delovnim časom. 2 leti kasneje se je kvalificiral za svoj prvi državni finale rodea. To je bil vrhunec sveta jahanja bikov in zmaga na tem dogodku bi vsakemu jezdecu zagotovila mesto v zgodovini. Do zdaj si je Lane že nabiral bazo oboževalcev, ki so ga imeli radi ne le zaradi njegovega pogumnega odnosa, ki ga je vodil k jahanju nekaterih najnevarnejših bikov v areni, ampak tudi zaradi njegovih edinstvenih spretnosti. Množice so se zgrinjale v areno in občudovale, kako mu je uspevalo doseči točke na biku za bikom. To je bila zagotovo umetnost v gibanju in njegovi oboževalci niso mogli drugače, kot da občudujejo njegov talent. Leta 1986 je svojo kariero dvignil na višjo raven in osvojil zaželeni naslov zmagovalca skupnega seštevka v jahanju bikov na National Finals Rodeo. Vendar to ni najvišja nagrada za jahača bikov.
Lane je tisto leto za las zgrešil naslov svetovnega prvaka in osvojil 3. mesto. A tega ni pustil, da bi ga prizadelo. Naslednje leto se je trudil bolj kot kdajkoli prej in do konca leta 1987 so se mu sanje uresničile. Končno je bil okronan za svetovnega prvaka v jahanju bajkov. Lane je ta uspeh nadgradil s tem, da se je 5 zaporednih let, od 1984 do 1988, uvrstil na državno finale rodea. To je kavbojski ekvivalent Super Bowla. Vsako leto se najboljši kavboji in kavbojke v državi zberejo in tekmujejo v nizu dogodkov. Kljub svojim dosežkom in naslovu svetovnega prvaka, ki ga je zdaj imel, je eden njegovih najbolj opaznih dosežkov prišel leta 1988. Majhen ovinek na tem vlaku kaosa. Če želite več surovih, necenzuriranih zgodb, ki jih tukaj ne moremo pokazati, se pridružite skupnosti Extreme na Patreonu. Se vidimo na pravem Extreme. Leta 1988 je Lane sodeloval na dogodku, znanem kot izziv prvakov. To tekmovanje je oživil John Growney, uveljavljena osebnost v svetu rodea. Načrtoval je, da bo Lanea postavil proti enemu najbolj zloglasnih živali, ki so kdajkoli vstopile v areno, svojemu lastnemu biku, rdeči skali. Veste, ta bik ni bil navadna žival. Za jahače bikov je bil to sveti gral. V več kot 300 poskusih so jahači bikov skušali zdržati 8 sekund, a prav vsakič jih je bik vrgel s hrbta. Za mnoge v kavbojskem svetu se je ta naloga zdela skoraj nemogoča. Z več kot 800 kg je bil Red Rock eden največjih in najnevarnejših bikov v zgodovini rodea. Njegov nepremagani status ga je naredil za legendo v kavbojskem svetu. Ko je Lane dobil priložnost, da se pomeri proti rdečemu kamnu, ni okleval niti sekunde. Sprejel je izziv in si zavedno zapisal svoje ime v zgodovino kot prvi človek, ki je zajahal rdečega kamna med svojim 5. poskusom na rodeu v Readingu v Kaliforniji 20. maja. Do leta 1989 si je Lane utrdil svoj položaj kot eno največjih imen, ki so kdajkoli zaznamovala šport jahanja bikov. A niso bile le njegove spretnosti tiste, ki so osvojile srca občinstva iz kavbojske skupnosti. Lane ima nasmeh, ki lahko razsvetli prostor. Njegova karizmatična osebnost in prijaznost pa sta mu omogočili, da se je s svojimi oboževalci povezal na globi ravni. Ko pa je prišel čas, da zagrabi vrv okoli bikovih zadnjih nog in se drži 8 sekund, se je takoj prelevil v nastopajočega in vse je potekalo kot običajno. Pri takšnih bikih ni bilo prostora za napake. Ena sama majhna napaka ali izguba zbranosti je lahko pomenila razliko med življenjem in smrtjo v njegovem poklicu. Na tem kanalu sem delil že več videoposnetkov o tem, kako nevarne in nepredvidljive so lahko te zveri. Mnogi imajo odstotek odmetavanja jezdecev, zaradi katerega se sprašujemo, zakaj bi sploh kdo poskušal zajahati tako zver. Če temu dodamo še njihovo ogromno težo in neprimerljivo moč, je jasno, zakaj tudi najtrdnejši jahači bikov občutijo preplavljajoč strah, ko se zazrejo v oči svojemu večernemu plesnemu partnerju. Čeprav so Lanea slavili kot enega najbolj spretnih jezdecev svoje generacije, je ostal skromen. Bil se je povsem zavedal, da ga lahko ogromna moč kateregakoli bika prezgodaj pošlje v grob. A to je bilo življenje, ki si ga je izbral, in ne mislimo, da mu je bilo kdaj žal niti za sekundo. 30. julija 1989 se je soočil z bikom, ki je zavedno spremenil tok zgodovine. Pri samo 25 letih je bil Lane prijavljen na rodeo dogodek jahanja bikov na prireditvi Cheyenne Frontier Days Show v Wyomingu. Ta priljubljeni dogodek je Laneu omogočil pot do uvrstitve na National Rodeo Finals že 6. leto zapored. A na poti mu je stal ogromen bik, ki so ga domačini poznali kot Taking Care of Business. S težo okoli 680 kg ni bil tako težak kot njegov največji nasprotnik Red Rock. Medtem ko so se nekaterih bikov jezdeci bali in si jih zapomnili zaradi njihove nepredvidljivosti ali izjemne atletičnosti, si je Taking Care of Business svoje ime v zgodovino rodea vrezal iz povsem drugega razloga. Taking Care of Business je bil bik pasme Brahma, ki je bil v lasti skupine Bad Company Rodeo, znane potem, da je vzredila nekatere najbolj zastrašujoče bike, kar so jih kdaj videli v areni. Ta pasma izvira iz Indije, preden so jo v 19. stoletju začeli vzrejati v ZDA, kjer je cenjena zaradi izjemne odpornosti na vročino, plodnosti in genetskih prednosti pri križanju. Vendar pa jih njihova izjemna velikost, mišičasta postava in nagnjenost k sunkovitemu gibanju naredijo za idealne kandidate za rodeo.
Do prireditve Cheyenne Frontier Days leta 1989 si je Taking Care of Business že pridobil sloves močne živali med tistimi v rodeo krogu, kljub svoji kratki karieri. Njegova izjemna moč in sposobnost sunkovitega gibanja sta nedvomno pustili marsikaterega jezdeca v dvomih glede njihove prvotne odločitve, da ga sploh zajahajo. Mislim, ali jim lahko zamerite? Padci z te živali bi jezdecem zagotovo pustili več kot le nekaj modric naslednje jutro. Kljub temu, če je jezdec izžrebal njegovo ime, je moral splezati na njegovo ogromno telo in se po najboljših močeh držati, medtem ko je ura počasi tekla. Na dan do odskotka je za Layna vse potekalo običajno. Nekaj časa je preživel pogovor s svojimi oboževalci, ki so prepotovali dolgo pot, da bi ga videli nastopati. Čutil je, da bo ustvaril zgodovino. Njegova samozavest je bila na vrhuncu po več izjemnih zmagah v preteklem letu. Če pa že nekaj časa spremljate ta kanal, veste, da nihče ni imun na tragedije in nesreče, se lahko zgodijo kadarkoli. Sončni žarki so začeli prodirati skozi oblake po obdobju dežja in osvetlili njegovo blatno prizorišče. Pogoji v areni so bili zahtevni, vendar je Lane, kot vedno, uspeval tudi takrat, ko so bile možnosti nekoliko proti njemu. Množica je vzklikala njegovo ime, ko se je odpravil proti biku in ob 15:30 so ga potisnili skozi srednja vrata. Začel se je šov. Lane je dobro ohranjal ravnotežje, ko je bik izbruhnil v besno skakanje in brcanje. Močneje je prijel za vrv in uporabil vso svojo energijo, da je ostal na njegovem hrbtu, hkrati pa ga je spodbujal, da bi dobil dodatne točke. Občinstvo je navijalo, ko je njegova prosta roka vihrala ob vsakem silovitem skoku. Ne glede na to, kako zelo se je Taking Care of Business trudil, mu ni uspelo vreči Layna svojega hrbta ob vsakem skoku in padcu. Za kratek trenutek se je zdelo, da je Lane ujel intenzivnost bika. A potem ga je Taking Care of Business z enim ostrim sunkom in spremembo smeri vrgel svojega hrbta. Občinstvo je izbruhnilo v navdušenje in začelo ploskati, saj je vedelo, da je Lane uspešno zdržal zahtevanih 8 sekund za oceno. A skoraj takoj so začeli slutiti, da je nekaj narobe. Laneov zapestje se je ujelo v vrv in nerodno je pristal, padel je naravnost pred bikove oči. Preden je sploh lahko pomežiknil, je Taking Care of Business planil nanj in ga začel nasilno napadati, medtem ko se je zvil na tleh. Svojo ogromno težo mu je pohodilo glavo in telo. Nato je z enim močnim sunkom zarinilo svoj ogromen rok v njegovo stran telesa. Občinstvo je zajelo sapo in obmolknilo, ko so opazovali, kako njihov junak leži sredi arene. V nekaj trenutkih je Laneu uspelo ponovno vstati, vendar je bila škoda že narejena. Jasno je bilo, da ga močno boli in da ima težave z dihanjem. Obupano je mahal svojemu prijatelju Taffu Hedemanu ob robu arene za pomoč. Grozen posnetek dogodka na to pokaže, kako Lane naredi nekaj korakov proti tistim, ki mu hitijo na pomoč, preden se z obrazom zruši v prah. Zdravstveno osebje je priteklo na pomoč. Poskusili so vse, kar so lahko, da bi jahača bika priklicali k zavesti, vendar je hitro postalo jasno, da ne morejo ničesar storiti. Tišina je napolnila areno, ko je množica opazovala, kako so reševalci odnesli neodzivno telo Lanea. Ko je okoli 16 ure prispel v spominsko bolnišnico, so ga razglasili za mrtvega. Dr. Skip Ross je bil eden prvih reševalcev, ki je kasneje spregovoril o dogodkih tistega usodnega dne. Vrđel je, da je udarec bikovih rogov zlomil več Laneovih reber, eno pa je verjetno pretrgalo glavno arterijo ali celo njegovo srce, kar je povzročilo hudo notranjo krvavitev. Bik Taking Care of Business je pravkar terjal življenje enega največjih rodeo jezdecev v zgodovini tega športa in do konca svoje kariere je nosil stigmo bika, ki je ubil Layna Frosta. Ko so ljudje tistega večera prišli v areno gledat Layna Frosta na tekmovanju, si nihče niti predstavljal ni, da bo to zadnjič, ko bodo Layna videli na hrbtu bika. Novica o smrti 25-letnika se je razširila kot požar. Mnogi niso mogli verjeti, medtem ko so bili drugi v kavbojski skupnosti v šoku. Kako je lahko eden najboljših jahačev bikov svojega časa umrl na tak način? Kot je povedal Flint Rasmussen, legendarni sočekar narode v PBR, takšen človek, svetovni prvak, za katerega so vsi vedeli, da je prav to za nas, nekaj nedotakljivega, nepojmljivega. Jahači so od tistega dne naprej stopali v boks z neizrečeno zavestjo o smrtonosni moči, ki se skriva pod sicer običajnim brcanjem bika. Za mnoge je resničnost dogodka močno zadela,
Profesionalni jahači pa so se morali soočiti z mislijo, da jih lahko smrt doleti vsak trenutek v areni. Laneova smrt je vrgla temno senco na rodeo skupnost in mnogi so začeli postavljati vprašanja. Ali je šport res bolj skrbel za zabavo kot za lastne jahače? Njegova tragična smrt je mnogim odprla oči in pokazala skupnosti jahanja bikov dve stvari. Da uspeh v jahanju bikov ni zares potrjen, dokler oba, jahač in bik, varno ne zapustita arene in da lahko tudi najboljši padejo v trenutku. Vendar pa je grozljiva izguba, ki je pretresla rodeo skupnost do samega jedra, privedla tudi do velike revolucije na področju varnosti. Nenadoma je postalo jasno, da je meja med vznemirljivim jahanjem in smrtonosno tragedijo preveč tanka in morda, samo morda, je napočil čas, da šport naredi nekaj več za zaščito svojih športnikov. Dogodek je poudaril potrebo po izboljšanih varnostnih ukrepih, vključno z uporabo zaščitnih jopičev, čelad in druge opreme za jezdece. Kot je kasneje povedal Rasmussen, ko zdaj pogledamo na to, s tem, kar sem videl skozi svojo kariero in vidim, kaj nosijo jahači bikov, mislim, da sploh ne bi bil poškodovan. Ena ključnih osebnosti v gibanju za varnost je bil Laneov dolgoletni prijatelj in prav tako jahač bajkov Cody Lamber. Skoraj 3 leta po njegovi smrti je Cody pomagal zasnovati in izdati prvi zaščitni jopič, namenjen zaščiti jahačev pred ubodnimi ranami in topimi poškodbami. Ideja za jopič je prišla od tistih, ki jih je nosil njegov mlajši brat, džokej, ki je jezdi dirkalne konje. Lambert je prilagodil džokejski jopič tako, da so ga jahači lahko nosili čez oblačila. Bil je prilagodljiv, enostaven za snemanje in je imel zahodnjaški videz, ki se je dobro ujemal z rodeo okoljem. To je bil začetek varnostne revolucije, ki je zavedno spremenila šport jahanja bikov. Jahači so se zdaj dobro zavedali resnih nevarnosti, s katerimi so se soočali vsakič, ko so vstopili v areno. James Burton Mooney je eden izmed mnogih profesionalnih rodeo kavbojev, ki so odkrito priznali, da je zavedno dolžan Laneu. Med svojo kariero je Mooney jezil nekatere najvišje uvrščene bajke v tem športu v letih, ko je nastopal v PBR in leta 2016 ustvaril zgodovino, ko je postal prvi jahač bajkov, ki je v karieri zaslužil $7 milijonov. Lane je bil v njegovih očeh legenda in v enem izmed intervjujev je poudaril vpliv, ki ga je imel na njegovo lastno kariero. Odraščal sem v gledanju Lanea Frosta, tako sem se pravzaprav naučil jahati bajk. Mooney je prav tako priznal, da mu je Codyjeva iznajdba večkrat rešila življenje. Žalostno je, da se morajo zgoditi stvari, kot je Frostova smrt, da se stvari obrnejo in da dobimo kaj takega. Ampak veš, vse je del igre. To, da Laneova smrt ni vplivala le na varnostne ukrepe v športu, drastično je spremenila pogled tako tekmovalcev kot navijačev na rodeo kot celoto. Veliko jahačev se je začelo jahanja bikov lotevati z večjim spoštovanjem in previdnostjo. Kot je povedal Nevaren Newman, jahač bajkov iz Melstona v Montani, to vsekakor dokazuje, da je to nevaren šport in da lahko umreš. Tudi nam je to dalo nekoliko več spoštovanja do tega športa. Podobno so tudi navijači začeli gledati na jahanje bikov z globljim razumevanjem tveganj, ki so prisotna, kar je privedlo do bolj spoštljivega in podpornega odnosa do tega športa. Vpliv Lanea Frosta je še vedno viden v sodobnem jahanju bajkov. Njegova zapuščina še naprej navdihuje jahače, ki črpajo navdih iz njegovega talenta, osebnosti in predanosti športu. Nathan Shaper, profesionalni jahač bajkov, je rekel: zaradi njega pravzaprav vsak dan praznujemo. Vsak dan se zgledujemo po njem. Ta stalen vpliv nas opominja na pomen varnosti pri jahanju bikov in na potrebo, da v spomin na Lanea še naprej izboljšujemo varnostne ukrepe v tem športu. Hvala, ker ste gledali in se vidimo v naslednjem videu. Ostanite drzni in živite pogumno.